Ljubljana se tudi letos pospešeno vključuje v turistično ponudbo Slovenije in Jugoslavije. To ji omogočajo tudi različne prireditve. Mednarodni sejmi, kongresi, vsakoletna ohcet, kulturno poletje v Križankah. Posebnost mesta je deloma prenovljeno, a nažalost še vedno neizkoriščeno staro jedro, v katerem so se na najlepših lokacijah ugnezdile povsem neturistične dejavnosti. Zato je v tem delu mesta zamrl živahen utrip, ki ga tudi občasne poletne injekcije niso mogle pospešiti. Uprli so se namreč trgovci in gostinci, ki niso hoteli podaljšati obratovalnega časa v poznejše večerne in nočne ure, za sobotne popoldneve ter nedelje ali praznike pa jim sploh ni bilo mar. Zato ni čudno, če se od 10 milijonov turistov, kolikor se jih pelje mimo Ljubljane, ustavile peščica in po krajšem postanku na poti naprej. Letos pa ljubljanska turistična ponudba ne bo zamrla, vsaj zaenkrat kaže tako. Nekateri trgovci so se odločili, da bodo podaljšali obratovalni čas do 9. ure zvečer, prenovljena trgovina Filipov dvorec bo odprta vse dni v tednu, gostinci pa bodo morali očitno delati do polnoči in dlje, ne bi smelo manjkati tudi nekaj več prijaznosti, hitrejše postrežbe in dobre izbire. Ljubljanski turistični delavci bodo morali narediti nekaj več tudi zato, da bi obiskovalce zadržali v mestu oziroma v njegovi okolici dalj časa. Zaradi lanskoletnega upada nočitev so ponudbo za to sezono pripravili bolje, za koliko bo pokazal obračun ob koncu leta.